Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Vseslovenskega združenja malih delničarjev, kjer gostimo kolege, strokovne sodelavce, dr. Tadeja Kotnika, odvetnico Jerebovo in pa odvetnika Kuniča. Tokrat smo se srečali v bolj pozitivnem vzdušju kot sicer. Ne bomo namreč govorili o problemih, pač pa o tem, da smo dosegli pomembno zmago, pomemben dosežek v postopku, ki je trajal natančno 1045 dni, samega postopka ustavne presoje zakona o bančništvu, ki je bil podlaga za odločbe Banke Slovenije in razlastitve v 6 bankah v Republiki Sloveniji, s čimer je bilo prizadetih neposredno preko 100 000 državljanov, posredno preko skladov pa skupaj preko 500 000 državljanov. Seveda gre za situacijo, kjer so prizadeti vsi državljani Republike Slovenije, glede na sam izračun tako imenovane bančne luknje oziroma sredstev, ki so bila namenjena za sanacijo bank. Včerajšnja odločitev Ustavnega sodišča je pritrditev vsem trditvam in navedbam, ki smo jih v združenju ves čas ponavljali in tudi ustrezno argumentirali. Predvsem pa tiste, da morajo postati razlaščeni imetniki subjekt, ne pa zgolj objekt, kot so bili doslej. Brez možnosti, da bi kakorkoli sploh lahko sprožili spore oziroma uporabili kakršnakoli pravna sredstva zoper to, kar se jim je zgodilo, iz naslova česar so bili neposredno prizadeti in so še vedno. Z drugimi besedami, Ustavno sodišče ni potrdilo izrednih ukrepov Banke Slovenije, ampak se je od njih izrecno distanciralo. Vseslovensko združenje malih delničarjev je v sklopu pobude za presojo ustavnosti ob prvopodpisanemu dr. Kotniku ob pomoči odvetnika Mihe Kuniča podalo pobudo za ustavno presojo 4. decembra leta 2013, torej takoj po uveljavitvi spornega zakona. Že 16. decembra se je temu priključila tudi varuhinja človekovih pravic, ki je to pobudo spremenila v zahtevo. Ostale pobude so sledile kasneje. In v teh postopkih, seveda združenje oziroma tisti, ki so formalno vlagatelji, sploh niso problematizirali, ker niso te možnosti nikakor niti ne imeli, samih odločb Banke Slovenije in razlastitev. Pač pa je bil predmet presoje zgolj zakon o bančništvu in njegova ustavnost. Vsakršno drugačno interpretiranje in govorjenje seveda je nadaljevanje zavajanj, kakršno smo bili priče strani Banke Slovenije in akterjev takratnih razlastitev ves ta čas, verjetno se bojo nadaljevali tudi še vnaprej. Ampak ponovno izpostavljam, torej predmet same obravnave je bil zakon o bančništvu, ne pa odločbe Banke Slovenije, ki so posledično pripeljale do razlastitev in do dejanj, ki so jih izvedle same komercialne banke. Šele sedaj, s to odločitvijo Ustavnega sodišča, se dejansko odpira možnost, da se sploh uporabijo sredstva, pravna sredstva in preizkusi, ali so bile te odločbe zakonite, ne nazadnje tudi ustavne, z vsem tistim, kar smo v samih argumentacijah navajali. Prepričani smo, da se bo to izkazalo tudi v postopkih, ki bodo sledili. In z ekipo, ki jo vidite tukaj, sicer je pa precej širša in se še povečuje, smo pripravljeni na vse postopke, ki bodo v nadaljevanju iz tega naslova potrebni in sledili. Prva stvar, Ustavno sodišče je naložilo Državnemu zboru, torej zakonodajalcu, da v pol leta pripravi rešitev oziroma odpravi protiustavnost omenjenega zakona o bančništvu. Prepričani smo, da je s tem v zvezi potrebno strani zakonodajalca upoštevati naslednje momente, ki predstavljajo analogijo z nekaterimi drugimi rešitvami. Torej, zakon, ki bo uredil pravico do sodnega varstva bančnih vlagateljev, na ustavno
skladen način mora zato posnemati sistemsko ureditev postopka sodnega varstva v drugih primerih neenake informiranosti in moči strank. Govora je predvsem o analogiji z ureditvijo sodnega preizkusa zakonitosti delodajalčeve odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tudi delodajalec je v primerjavi z delavcem bistveno močnejša in bolje informirana stranka. Torej, temeljni rešitvi, ki jo pričakujemo, sta, da v analogiji delavec v individualnem delovnem sporu glede zakonitosti prenehanja delovnega razmerja ne plača taks. Torej, nikakršnih taks v postopkih, ki bodo povezani z samimi odločbami Banke Slovenije oziroma tožbami zoper banke, ki so razlastitve izvedle. Delodajalec pa je v primeru neuspeha dolžan vrniti samo tiste stroške, ki so nastali po njegovi krivdi. Torej, delodajalcu, delavec, tisti, ki je prizadet in seveda v podrejenem položaju. In drugič, dokazno breme glede zakonitosti ravnanja leži na delodajalcu. Torej, v tem primeru na Banki Slovenije ali pač posamezni banki, ki je samo razlastitev izpeljala in izbris. Seveda, kljub temu, če postopek sproži delavec oziroma v tem primeru analogiji ti, ki so prizadeti in razlaščeni. Torej, nova zakonska ureditev sodnega varstva mora tudi presekati z manipuliranjem z davkoplačevalskim denarjem, ki smo mu priča predvsem strani Banke Slovenije in akterjev, ki skušajo na ta način zaščititi in opravičiti svoja, izkazalo se je, protiustavna ravnanja. Zato, seveda, v smislu pasivne legitimacije za tožbo potrebno prepoznati banke, ki so imele od izrednih ukrepov korist. Banke so namreč tiste, posamezne banke, ki so razglasitev izvedle, ki bi morale to korist vrniti oškodovanim vlagateljem. Seveda, če se v postopku izkaže nezakonitost ukrepov, pa že ob vseh argumentacijah, ki smo jih skozi vse te postopke že podajali, seveda ne dvomimo in smo prepričani, da bomo uspeli. S tem v zvezi ponovno pozivamo vse, ki so prizadeti, da se vključijo v postopke. Doslej se jih je priključilo v postopke v okviru Vseslovenskega združenja malih delničarjev približno 1000. Prepričani pa smo, da se seveda sedaj odpirajo tako razlogi kot možnosti in ob ustrezni zakonski ureditvi želimo doseči, da to ne bi predstavljalo finančnega in siceršnjega bremena za te, ki so že tako oškodovani. To so naši predlogi, s tem v zvezi več v konkretnih postopkih in poteh, seveda kolegi strokovnega področja. Računamo pa na razumevanje tako zakonodajalca, torej Državnega zbora in tamkajšnjih akterjev, na katerega je Ustavno sodišče seveda zdaj neposredno naslovilo ustrezno ureditev protiustavnosti, kakor tudi seveda od izvršne oblasti, torej Vlade Republike Slovenije, ki naj vendarle in končno pristopi k konstruktivnemu reševanju problematike številnih državljanov in kredibilnosti Republike Slovenije kot take nasploh, predvsem pa z vidika ustavnosti in pa pravne države, ki je, kot veste, eden od temeljev vladajoče stranke, koalicije in tega, za kar seveda si zgolj ves ta čas zavzemamo tudi sami v združenju z vsemi strokovnimi sodelavci. Še več, vedno več bo tistih, ki se bodo v postopke seveda vključili in vedno več bo tudi strokovnih sodelavcev, ki bodo kredibilno kot doslej, tako doma kot v mednarodnem prostoru, če bo to potrebno tudi vnaprej, zastopali interese razlaščenih in prizadetih, hkrati pa interese Republike Slovenije kot take v tem primeru, ki mu ni para v evropski praksi, čeprav nekateri zatrjujejo in vztrajno zavajajo, da so tudi drugod podobni primeri. Takšnega posega, takšnega radikalnega primera ni bilo nikjer in še enkrat se je pokazalo tudi v presoji, ne nazadnje, pred Evropskim sodiščem v Luksemburgu, da za to ni bilo nikakršnih zunanjih razlogov. To je plod domačih mogočnikov in njihovih takšnih ali drugačnih interesov, da so povzročili razmere,
za katere seveda smo prepričani, da jih bomo in upamo vendarle začeli konstruktivno reševati, tudi ob jasnemu dejstvu, da je potrebno ugotoviti, da je vodstvo Banke Slovenije, ki je v tistem času te ukrepe izvedlo, ne nazadnje tudi kot akteri zagovarjalo, potrebno obravnavati neprimerno bolj kritično. S tem v zvezi in s tem zaključujem, vsaj v prvem delu, predajam besedo strokovnim sodelavcem, napovedujemo, da bomo tako kot doslej tudi v bodoče zahtevali odgovornost, osebno odgovornost in sankcioniranje tistih, ki so pri tem odgovorni, da je do neustavnosti, kar se je že izkazalo, prišlo in do vseh ostalih škodljivih posledic za Republiko Slovenijo kot tako, v prvi vrsti pa seveda te, ki so bili neposredno oškodovani. Vi veste, da smo kazensko ovadbo v združenju zoper celotno vodstvo Banke Slovenije že vložili, da je to pripeljalo po vsej verjetnosti tudi do postopkov, ki so se odvijali na Banki Slovenije, vključno z preiskavami in tem, kar so ustrezni organi s tem v zvezi sporočali. Tako da skrajni čas bi bil, da se tudi na tem področju regulatorja in najodgovornejših ljudi potegne ustrezne konsekvence in sankcije. Najprej bi predal besedo prvopodpisanemu, dr. Tadeju Kotniku. Lep pozdrav, jaz bom v tem uvodnem delu kratek, mogoče več, če bojo potem kakšna vprašanja. Tisto, kar jaz vse skozi poskušam dokumentirati, poudarjati je, da se v Evropi skozi zadnja 3 leta razvija neka praksa, neka empirika, kako se v takih primerih, recimo bank, ki so v težavah, bank, ki prejmejo državno pomoč, kako se država odzove. Kakšni so dogovori, ki jih doseže z Evropsko komisijo, recimo za to sanacijo. In to je že nekaj takih tabel smo dali tudi v javnost, ta empirika je strašno raznolika. Dejansko govoriti o nekih pravilih, kot stalno recimo poudarja Banka Slovenije, Ministrstvo za finance, teh pravil, če smo iskreni, ni, ker pravila so nekaj, kar je jasno definirano. Tu se govori, morajo biti porazdelitve bremen. In potem imamo eno banko, v kateri jih sploh ni, pa vprašaš, zakaj ne, recimo konkretno Permanent TSB na Irskem aprila 2015. Zakaj ne? Sporočilo Evropske komisije sploh ne omenja podrejenih obveznosti, na prvo žogo bi sklepal, da potem jih pač ni. Pogledaš v letno poročilo, vidiš, da so. Enake so konec leta 2015 kot leta 2014. Vprašaš Evropsko komisijo in rečejo, ja, ker se je ta postopek začel po 1. augustu 2013. Pred 1. augustom 2013, ko še niso veljala ta naša pravila. To je absurd, ker je Permanent TSB aprila 2015 bila dokapitalizirana zato, ker je padla na stresnem testu ECB oktobra 2014. Se pravi leto in pol potem, ko so ta pravila bila objavljena. In s takimi primeri, ko sprašuješ in vsakič dobiš nek drug odgovor, vedno je temu, bi rekel jaz, ex post obrazložijo, zakaj je v tem primeru pa lahko bila izjema in to vsakič je neka druga razlaga, ki je pogosto zelo, tako kot v tem primeru se izkaže, da je votla. To kaže, da dejansko, tako kot že vidimo pri kvotah beguncev in tako naprej, v Evropi se stvari dogovarjajo na osnovi nekih telefonskih klicev, na osnovi tega, kdo koga pozna in potem na koncu se ljudem pa riše slika, da tu ne bi bila neka pravila, ki jim vsi sledijo. Jaz obžalujem, da tudi ko spremljam mednarodne medije, je zelo malo teh meddržavnih primerjav. Recimo Ciprčani vedo, kaj se je pri njih zgodilo, ampak tudi, ko gredo v Evropo iskati pravico, oni sploh ne navajajo empirike, kako je bilo drugod. Jaz pa mislim, da ravno, če potegnemo skupaj te raznolike prakse, ugotovimo, da na teh trditvah o pravilih ni kaj dosti, sploh pa, ko vse te banke sestavimo v eno tabelo, ugotovimo, da dejansko izbrisa podrejenih obveznic brez nadomestila ni bilo, tako rekoč, med 22 bankami, ki so v zadnjih 3 letih dobile državno pomoč, nikjer. De facto. Nekje ponekod so nekako tako na papirju naredili, da bi lahko tolmačili, da to sicer je izbris, pa se je potem izkazalo, da so poplačani iz nekega drugega sklada, pa je potem bila Evropska komisija povprašana, pa je za nazaj rekla, ja, se to pa nas ne moti, ker je ta sklad bil zaseben. Potem pa enkrat potem se pa izkaže, da je v ta sklad prispevalo polovico denarja, so prispevale entitete, ki so v lasti države. Recimo v našem primeru pa spet ex post za nazaj pravijo, ne, tu je moral biti izbris brez nadomestila v vseh slovenskih bankah, ki so imele podrejene obveznice, ker to je potrebno poudariti. V Sloveniji smo imeli takrat 19 bank, 6 jih je imelo podrejene obveznice.
Banka Slovenije je ugotovila, da v teh 6 je vseh kapital negativen, v vseh ostalih 13 je kapital pozitiven. Vsak, ki malo verjetnostnega računa pozna, verjetno lahko sklene, kakšna je verjetnost, ne, da bi ravno tako zadeli. In neuradni pogovori, ki prihajajo ven, oziroma jih kdaj kdo zaupa, so precej takšni. Ja, od nas so zahtevali, da to naredimo v eni banki, pa potem v drugi, potem smo pa rekli, če to gremo delati v NLB in NKBM, ki sta naši največji državni sistemski banki, potem bomo pač naredili to v vseh bankah, ki imajo podrejene obveznice. In ta dogovor so izvršili v enem dnevu kar v 5 bankah, v eni, ki takrat še ni dala prošnje za državno pomoč, Banki Celje, in takrat zato niso mogli tega izvršiti, so pa izvršili takoj potem, ko je uprava se zamenjala in je nova uprava dala prošnjo za državno pomoč. Ne. Edina banka, ki je temu ugovarjala, Gorenjska banka, zaradi tega v njej izbrisa ni bilo. Ne. Iz tega ven vidimo, in Evropska komisija, kolikor je meni znano, nič ne protestira, ne, tako da tu lahko vidimo, koliko je res pravil, koliko je pa interpretacij in dogovorov po telefonih, po e-mailih, na kavah in tako naprej. Ne. To je Evropa, kakršne smo deležni v Sloveniji, in interpretacije, kakršnih smo deležni, tako da zdaj, to je samo vidik, kako je bail-in bil izveden. Druga taka zadeva, primerjava, ko pogledaš po Evropi, je, kako se stvari potem rešujejo. Ponekod so bili delni, recimo na Cipru, vsi veste, se govori, posegli so tudi v varčevalce. Res je, ampak tako imetnikom obveznic, podrejenih, navadnih, kot depozitov nad 100.000 evrov, so to pretvorili v delnice. To se pravi trditev, da je tam šlo še za hujši poseg, lahko zdaj tolmačimo po 2 plateh. Res je šlo še za hujši poseg z tega vidika, da so šli dlje, da so posegli tudi v navadne obveznice in v depozite. Z tega vidika, da so jim pa dali neko nadomestno lastnino, v tem primeru delnice, pa ne moremo trditi, da so šli dlje. Z vidika podrejenih obveznic, ki so bile pri nas izbrisane, je bil poseg manj oster ali pa grob. Ne? In kljub temu, da so te delnice, ki so jih dobili imetniki podrejenih obveznic, kotirajo na borzi, in recimo, če jih zdaj prodajo, dobijo približno petino terjatve, to bi pomenilo, če rečemo v slengu 80% striženje, so te obvezničari in depozitarji, pretvorjeni, ne, konvertiranci, šli na sodišče. Nadaljujem zdaj, ko govorim primerjalno prakso. Koga so tožili? Tožili so banko, v kateri so bili razlaščeni oziroma konvertirani. To je nekaj, kar je v celotni zahodni Evropi, če zdaj malo širše, spet ta radar postavim, je nekaj samoumevnega. V Avstriji ste vsi lahko brali, razlaščenci, takrat izbrisanci v banki Hypo, so tožili banko Hypo. V Španiji, tam so bili samo delničari, ki so bili razlaščeni v Bankiji, so tožili Bankijo. Na Portugalskem Novo banko tožijo Novo banko. Pri nas mi ne smemo odškodninsko tožiti banke, ampak moramo odškodninsko zaradi teh konverzij tožiti Banko Slovenije, kar je unikum. To pa omogoča spin medijski naši samooklicani domači trojki, da nam razlaga, da bojo davkoplačevalci morali vrniti ta denar. Ja, zaradi tega, ker mi banke ne smemo tožiti, je pač jasno, iz tega sledi, da tožiti moramo državo ali pa Banko Slovenije, in potem bo pač tista morala plačati. Ampak povsod je jasno, kot je Kristjan poudaril že na začetku, protipravna korist nastane nekomu. Ne? Če poskušam karikirati, če nekdo, oseba A, izsili osebo B, ne, da recimo, ne vem, protipravno odvzame nekomu milijardo, potem mora ali pa milijon, mora ta oseba A, ki je to izsilila, sicer v zapor, ampak protipravno korist mora pa vrniti tista oseba B, ki jo je dobila. Ne? Oziroma, to jasno je, da mora to tako biti urejeno. En odgovarja kazensko, drug odgovarja pa pač za oškodovanje. Protipravna korist se mora na drugi strani neutralizirati, oziroma poravnati v protipravno škodo, ki je drugemu nastala. In to je samo v Sloveniji spet tako narejeno, poleg tega, da je samo izbris, poleg tega, da samo pri nas oblasti, bom še o tem 2 stavka, sploh ne kažejo nobene želje najti nek kompromis, povsod druge jih iščejo kompromise, vabijo za neko pogajalsko mizo, ne, imamo na koncu še to, da povsod so banke tiste, ki morajo plačati, če je ugotovljeno, da so s tem posegom oškodovale imetnike oziroma pridobile korist. Vse te 3 razlike so pri nas res tako dramatične in tako očitne, in jaz to stalno poskušam dokumentirati, v kolumnah navajam uradne liste, številke, kje je to objavljeno v tujini. Jaz ne zaznam nobenega odziva od nikogar, Ministrstvo za finance, Vlada, Banka Slovenije, kot da tega ne bi bilo. Tu jaz zdaj mogoče uperjem vseeno prst tudi
na vas, ker jaz jih ne morem, če jih jaz sprašujem, ne dobim odgovora, morda bi pač novinarji tudi večkrat morali opozoriti, zakaj pa tam tako, pri nas pa to ni mogoče. Vam pa že vnaprej povem, da bodo sfabricirali nek odgovor, ker vedno imajo nek kvazi odgovor, zakaj je pri nas vse tako posebno, zakaj so pri nas bojda bile banke v najslabšem stanju v celi Evropi. Poglejte spletno stran Hypo banke, imate gor letno poročilo lani minus 7,9 milijarde evrov kapitala. Minus 7,9 milijarde. So sicer izbrisali avgusta 2014, to je drugi tak primer bil poleg slovenskega, julija 2015 so jim vrnili. Zdaj so podpisali, večina je sprejela sporazum, navadne obveznice bodo dobili 90% poplačane, podrejene 45%, ampak pri banki, ki ima kapital minus 7,9 milijarde evrov po standardih, da bom natančen, po nemških likvidacijskih 7,9, po mednarodnih, mislim, da 5,7, minus 5,7 milijarde evrov in to je objavljeno. Pri nas pa Banka Slovenije trdi, da je s tajnimi cenitvami ugotovila nekih minus 300 milijonov recimo pri NLB in pravi, da iz tega kapitala tajno, mimo mednarodnih standardov izračunanega, sledi, da ne more, ne sme ničesar poplačati, zaradi tega, ker bi, če ne, Evropa, ne vem, domala nas izčlanila iz EU. Strahovite posledice bi bile. Zakaj pa v Avstriji niso? Ne vem, ne dobimo odgovora. Tu bi mogoče novinarji lahko kaj vprašali. In drugot, ja. Zato meni se zdi, da ta mednarodni diapazon, pogledati, kako se drugot rešuje, bi bilo nekaj, kar bi jaz že pričakoval od te slovenske trojke že pred 3 leti. Jaz sem jih takrat sproti obveščal, jim kazal, poglej, tam pa ni bilo, nobenega posluha ni bilo. Nobenega posluha, 2 leti pozneje sem začel, poglej, tam so se tako dogovorili, tam se tako pogajajo, spet čisto nič, to je pri nas je unikatno, zaprti so in se ne odzivajo na nič, če pa že pridejo pa ven s takimi arogantnimi trditvami kot včeraj, Ustavno sodišče nič ne pove o odločbah o izbrisu, oni pa rečejo, Ustavno sodišče je odločilo, da je izbris bil skladen z Ustavo. In podobne manipulacije. Tadej, če dovoliš, mogoče še kaj potem za vprašanje prehranimo. Pustimo. Skratka, en od ključnih poudarkov, če te razumem, je ravno to. Naše pričakovanje je, da bo moč pravna sredstva upiriti neposredno zoper banke, kajti te tudi izkazujejo v tem času že dobičke in donose. In je pravo EU, če o tem govorimo enotno, da se to sme. Povsod se to dela. Na drugi strani pa smo zdaj končno dobili možnost tudi, da bomo do tega, kar je doslej bilo tajno in strogo zaupno, vendar lahko prišli, vsaj upamo in želimo takšno ureditev, da bo to predstavljalo ustrezen temelj in ne nazadnje tudi ugotavljanje Državnega zbora in vseh pristojnih v Republiki Sloveniji, zakaj je sanacija bank potekala kot je, zakaj je bilo potrebno toliko davkoplačevalskih sredstev nameniti v banke. Torej, poudarek pri tem seveda je, vsa sredstva, ki jih bo razlaščenim vlagateljem potrebno vrniti, so že pri bankah in zato ne bo potreben noben davkoplačevalski evro dodatno. So pri bankah, banke si celo izplačujejo dobičke, ena je žal v tem času bila prodana seveda po mizerni ceni oziroma absolutno pod ceno, kjer si lahko zdaj tuj lastnik izplača vse tisto, kar so davkoplačevalci vanjo vložili. In si je že začel izplačevati. Tako da jaz bi, če dovoliš, Tadej, mogoče dal besedo še tudi po pravni plati dodatno za videnje zadeve odvetniku Kuniču, ki je v sodelovanju s teboj v okviru združenja pripravil tudi to pobudo za presojo ustavnosti, pri kateri smo zdaj vendarle končno prišli do epiloga. Hvala za besedo. Mogoče bom jaz krajši. Seveda po 1045 dneh absolutno prednostne obravnave Ustavnega sodišča je nemogoče v enem dnevu narediti analizo njihove odločbe. Ta se bo delala nekaj časa. Vendar že na prvi oči ugotoviti, pravzaprav, da de facto so ključna določila zakona o bančništvu padla. Zakaj? Pravica do pravnega sredstva ni neka puhlica, ampak Ustavno sodišče je vsem razlaščenim imetnikom podrejenih obveznic in delničarjem dalo možnost, da se ponovno preveri celotna sanacija bank v letu 2013. To je bistvo. Skratka, dobili smo v roke inštrumente, s katerimi bomo lahko po sodni poti na praven način dokazali, da si imetniki podrejenih obveznic
zaslužijo, da jim poslovne banke vrnejo v celoti njihove vplačane posojila bankam. Seveda, lahko bojo se izkazalo, da pri določenih bankah so drugačni odstotki, vendar izhodišča pri glavnih bankah trenutno po mednarodnih standardih kažejo, da bojo v celoti pridobili denarna sredstva vrnjena. Preuranjeno je prejudicirati izid vseh sodnih postopkov, ne želim govoriti o tem, kakšne tožbe, katera pravna sredstva bomo uporabili, zagotovo jih pa bomo. Ne želim govoriti o zakonitosti izrednih ukrepov Banke Slovenije v tej fazi, hkrati bi pa poudaril, da sama zakonitost še ne pomeni pravilnosti. To, če izpelješ nomotehnično po nekem postopku izbris, nikakor ne pomeni, da je ta pravilen. Ustavno sodišče se pa tega vprašanja do zdaj niti ni lotilo, ker je bil sam zakon, na podlagi katerega so bili izvedeni ukrepi, je v bistvu že padel v delu, vsaj, ki se tiče pravnega sredstva in naše možnosti, da pridemo do relevantnih cenitev in testov, ki naj bi jih Banka Slovenije upravila. Le dodajam, da kasneje sprejeta direktiva BRRD v 85. členu že napotuje na podobne inštrumente, v katerih je sama direktiva jasna, da morajo tisti, ki tožijo, dobiti strani regulatorja na voljo vse relevantne dokumente, ki so botrovale izrednim ukrepom. Le upam, da bojo v končni fazi, tako kot drugod, ključni mednarodni računovodski standardi. Saj, če se spominjate decembra 2013, ko so bile objavljene odločbe, so bile te povsem pobrisane. In v njih niti nismo vedeli, da mnenj niso pripravljali pooblaščeni revizori, vendar iz odločb izhaja, da so bila mnenja, ki so bila podlagi razlastitev, narejena s strani svetovalnih firm. Izkazalo se je tudi, da naj te firme naj bi izločile uporabo mednarodnih računovodskih standardov za dosego takega cilja, kot je bil zastavljen strani Banke Slovenije. In seveda vse to bojo predmet nadaljnjih sodnih postopkov, ki jih bomo seveda sprožili ob primernem trenutku. Zakaj to rečem? Včerajšnja odločba Ustavnega sodišča je tu na prvi oči izjemno jasna, je pa potrebna globlejša analiza, na kakšen način, kakšno pravno sredstvo in v katerem trenutku, zaradi tega o tem pa še ne bi želel govoriti. To bi bilo zaenkrat vse. Hvala. Hkrati pa je seveda to odvisno tudi od tega, kaj bo zakonodajalec v tega pol leta, upajmo, da čim prej pripravil v smislu konkretnih rešitev same protiustavnosti. Mi pri tem jasno računamo, da bo tukaj pristop konstruktiven in, kot rečeno, že omogočal rešitve, ki ne bojo obremenjevale niti finančno, niti sicer tistih, ki so že bili prizadeti in pravzaprav ves ta čas utrpevajo škodo iz tega naslova. Kolikor se na hitro bere odločba Ustavnega sodišča, je to že razbrati, saj Ustavno sodišče deloma govori o kolektivnih tožbah, sicer to je še malo v oblak, če hočem reči zavito, vendar to napotuje na nove cenitve, ki bojo delane enkrat za vse. In tu vidim ravno to, ne moremo se izogniti kasneje veljavni direktivi, ne moremo se izogniti sicer veljavnih zakonov in napotilo Ustavnega sodišča je dokaj jasno in seveda jaz mislim, da to, kar je gospod Verbič rekel, da je edina realna možnost oziroma edina pravilna možnost oblike zakona, ki ne bi ga Državni zbor kasneje sprejel. Jaz bi zdaj predal besedo na kratko tudi še odvetnici Jerebovi, torej Petri Jereb, ki je okrepila strokovno ekipo in odvetniško ekipo, ki jo je Vseslovensko združenje malih delničarjev angažiralo pri teh postopkih. Predvsem tudi zaradi dejstva, da ločujemo med imetniki podrejenih obveznic in imetniki delnic. Tako da se je odvetnica Petra Jereb predvsem ukvarjala z razlaščenimi delničarji, v prihodnje pa seveda računamo na to, da bo tudi pri
pravnih sredstvih, ki jih bomo uporabljali v nadaljevanju, sodelovala in prepričan sem, da bomo seveda odvetniško ekipo tudi dodatno še ukrepili, kot smo to počeli vse skozi v tem času, ne samo v slovenskem, pač pa tudi v mednarodnem prostoru. Prosim. Hvala lepa. V celoti se pridružujem besedam kolega Kuniča. Povedati moram, da sem tudi jaz oziroma smo z odločbo Ustavnega sodišča izredno zadovoljni, ker je končno odprlo možnost, da vsi razlaščeni vlagatelji dobijo učinkovito sodno varstvo, da bojo končno poplačani za svoje izgube in muke, ki so jih sedaj v vseh teh 3 letih z dejanji Banke Slovenije utrpeli. Ustavno sodišče daje jasno napotilo Državnemu zboru, kako naj pripravi nov zakon oziroma nove zakonske določbe glede učinkovitega sodnega varstva. Dodala bi, da je tukaj končno podprlo vsa naša prizadevanja, da se bodo lahko sploh tožbe oziroma drugi sodni postopki pričeli, da je pojasnjeno, da je ves čas do sedaj bilo nemogoče učinkovito zaščititi vlagatelje, saj noben ni razpolagal z odločbami, cenitvami Banke Slovenije, zato so bili vsi vlagatelji oškodovani in do odločitve Ustavnega sodišča sploh učinkovitih sodnih postopkov ni bilo mogoče pričeti. Ti so sedaj na vrsti in upamo, da bo Državni zbor čim hitreje pristopil k zakonodaji, ki ga Ustavno sodišče poziva, da bomo lahko tudi pričeli ustrezne postopke. Hvala. Hvala. Jaz bi seveda zdaj namenil čas še za morebitna vprašanja in bolj specifične odgovore na posamezna vprašanja strani strokovnih sodelavcev. Tisto, kar pa je torej tudi v smislu prihodnjih aktivnosti združenja, pa vendarle ob pričakovanjih vezanih na tako zakonodajno vejo oblasti, kot tudi na izvršilno vejo oblasti, torej Vlado Republike Slovenije, pri iskanju ustreznih rešitev in seveda kar se da elegantnih poti za razrešitev situacije, ki se je izkazala, da jo vendarle bo potrebno reševati, zato nas to ponovno veseli, da je tukaj potrebno upoštevati prej omenjene momente, torej, da se ne obremenjuje oškodovanih z sodnimi taksami in da je dokazno breme na tistem, ki je nastalo situacijo povzročil. Torej, na Banki Slovenije in pa na posameznih bankah, ki so izbris izvedle, pri čemer še enkrat želimo si, tako kot je dr. Kotnik zelo jasno in nazorno povedal, da bo omogočeno tožiti neposredno banko, ki ima iz tega naslova in je imela korist in danes izkazujejo seveda dobičke in si jih izplačujejo njihovi lastniki, medtem ko na drugi strani tisti, ki imajo kot imetniki obveznic seveda svoj dolžniški kapital v teh samih bankah, so bili popolnoma razlaščeni. To je absolutno nesprejemljivo in nedopustno stanje in seveda tudi z vidika kredibilnosti Republike Slovenije, pravne države in vseh teh zadev, edina možna rešitev, ki lahko seveda to nastalo situacijo razreši, hkrati še enkrat pa bomo peljali postopke poleg omenjenega tudi v smeri odgovornosti, neposredne osebne odgovornosti tistih, ki so do takšnih razmer pripeljali. Prosim, če so kakšno vprašanje. Ja, Gašper Petrov, Planet TV. Lahko kar imensko naštejete odgovorne? Seveda jih lahko. To je v prvi vrsti vodstvo Banke Slovenije v tistem času, ko so bili izbrisi izpeljani. Seveda pa tudi drugi akterji v kontekstu tako imenovane domače trojke, ki so sprejemali odločitve, kot se je že izkazalo in kar argumentiramo ves ta čas, popolnoma po nepotrebnem, pod krinko tega, da je to od nas zahtevala Evropska komisija ali pač neki
organi in nadtelesa, pa je vendarle postalo jasno, tudi zato, ker je o tem odločalo nenazadnje sodišče v Luksemburgu, da sama sporočilo o bančništvu strani Evropske komisije ni zavezujoče. To je zelo jasno sporočilo in drugačnega niti seveda nismo mogli pričakovati. S tem v zvezi seveda smo že, ponovno poudarjam, zoper nekatere vložili kazensko ovadbo, argumentirano kazensko ovadbo, ki jo je pripoznalo tudi seveda na vseh ravneh tisti, ki so pristojni, da pregon s tem v zvezi izvajajo po njihovih javnih izjavah. Kako sicer potekajo postopki, seveda mi ne vemo, vemo pa, da potekajo, ker je bilo seveda to sporočeno tudi javnosti. In v nadaljnjih ravnanjih se bo še izkazalo, še posebej zoper vodstva posameznih bank, ukolikor nam bodo okviri to omogočili, da so tudi tam seveda tisti odgovorni, ki bi morali skladno z ravnanjem dobrega gospodarstvenika ravnati drugače. Na eno od tovrstnih distinkcij je že opozoril dr. Kotnik, torej primer Gorenjske banke, kjer je bilo neposredno vodstvo potem takoj deležno sankcioniranja, ker se je oprlo, kot je edino prav strani subjekta, kot je Gorenjska banka, da enostavno ne morejo na isti dan veljati različni kazalci in izračuni kapitala, medtem ko seveda v vseh ostalih bankah tega niso naredili. Tako da imamo še danes situacijo, da praktično na isti dan, torej 30.9.2013, recimo za Novo Ljubljansko banko velja, da je tam 1 milijardo razlike med tem, kar je sama banka ugotovila skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi in tem, kar trdi Banka Slovenije po svojih še vedno tajnih, strogo varovanih in zaupnih izračunih, za katere je odvetnik Kunič povedal in ponovno opozoril, da jih niti niso izvajali revizorji, pač pa svetovalne družbe, ki nimajo nikakršne zaveze spoštovati standardov. In to je bilo storjeno, narejeno, namerno, vsa zavajanja v tem času in zato, kot rečeno, morajo neposredno tisti, ki so to povzročili, tudi odgovarjati. In skrajni čas je, da ko gre za tako pomembne zadeve, tudi v Republiki Sloveniji pride do načela osebne odgovornosti tistih, ki so povzročili takšno škodo in takšno stanje, ki smo mu priča in zoper katerega se iz naslova civilne družbe v zelo šibkejšem položaju seveda že ves ta čas upiramo. 5 imen pa priimkov, bi prosil. Prosim, dr. Kotnik. Ne, ti kar pripuščam. Kdo je slovenska trojka, veste? Alenka Bratušek, Boštjan Jazbec, Uroš Čufer. Dva, če bi moral zdaj jih 5, ki sta še najbolj sodelovala, je Mitja Mavko, ki je na Ministrstvu za finance vse tiste neuradne obljube dal po e-mailih, ki so že bili objavljeni, in pa Stanislava Zadravecka-Prirolo, ki je njen angažma pri tem izbrisu in njegovi obrambi seveda tudi že vsi poznate verjetno iz javnosti, če jih mora biti 5. Jaz mislim, da jih je bolj 6, ker je še Janez Fabijan. Tudi na seznamu tistih, kolikor smo zvedli ovadenih, za katere je preiskovalni sodnik ugotovil utemeljen sum in tako naprej, se v to ne bi spuščal, ampak mislim, da če že jih je pač 6. In slednja 2 sta viceguvernerja Banke Če Slovenije. želite pa 7, je pa naslednja Mateja Vraničar, ki je pa izdatno pisala, tu bi pa mogoče to vseeno poudaril, ker ni bilo prej izpostavljeno. Mateja Vraničar je s sodelavkama Moniko Pintar-Mesarič in Urško Cvelbar pisala z Ban NL, čeprav je včeraj na Odmevih poskušala to relativizirati. Ona je pisala to novelo zakona o bančništvu, konkretno tudi 350a člen, je meni bilo povedano, en teden so razmišljali, kako bi ga tako napisali, da bi Ustavno sodišče na prvi pogled pretentali, da to pravno sredstvo nekako pa se da izkoristiti, oziroma je učinkovito, čeprav so se potrudili tako, da je vsakemu finančniku, bančniku jasno razvidno, da tisto, kar se tam zahteva, in to je Ustavno sodišče tudi zelo dobro razložilo, dejansko v praksi ni mogoče. To lahko preberete 14. 15. točka tistega sporočila za tisk. Če greste gledati pa celotno odločbo, so pa to 123, 124, 125 točka. Zelo podrobno je razloženo, kako je Ustavno sodišče dognalo, da čeprav je na vides, to se pravi, oni niso šli tega kar tako odvzeti grobo, da bi bilo to očitno, ampak so poskušali še prikriti. In mastermindi tega, če rečemo v slengu, so bile te 3 gospodične, gospe, od katerih je ena postala pred mesecem in pol na predlog prejšnjih članov te trojke naša finančna ministrica. To je tisto, kar mene skrbi, ker dejansko zelo pričakujem, da bo ta ekipa, ta trojica oziroma trojka pisala
tudi ta popravni izpit. In jaz nisem prepričan, da bo iskreno želela slediti napotilom Ustavnega sodišča. Ampak bo mogoče samo zdaj naslednjih 6 mesecev porabila za to, kako zdaj sformulirati člen tako, da bo še bolj na videz sicer Ustavnemu sodišču delovalo, da to se da izkoristiti, s finančnim znanjem, poznavanjem bančništva, bo pa spet jasno, da v praksi se bo to nekje zataknilo. Neke številke od tam ne bo mogoče dobiti, ki bo ključna za to, da bi se, ne, in bomo morda, ne, Kristjan je rekel, računamo, da bojo sledili, Peter je rekla, upam, jaz bi tudi rekel bolj upam, ker bojim se pa, da če ne, bomo morali čez pol leta spet na Ustavno sodišče, ko bo ta zakon tak, spet z votlim pravnim varstvom. Ne. Hvala.